Pozdravljeni. Prejšnji mesec so poslanci izglasovali prodajo 15 podjetij v državni lasti. Podjetja, državne deleže katerih vlada želi prodati, so Nova Kreditna banka Maribor, Telekom Slovenije, Aerodrom Ljubljana, Adria Airways Tehnika, Cinkarna Celje, Gospodarsko razstavišče, Paloma, Terme Olimia, Unior, Žito, Adria Airways, Aero Celje, Elan, Fotona in Helios. Zakaj se prodajajo podjetja v državni lasti? Kriza je pokazala vse slabosti, ranljivosti in nevzdržnosti obstoječega načina upravljanja državnih naložb in načina korporativnega upravljanja. Finančne težave podjetij, dolgoročni obstoj in razširitev poslovanja so le nekateri med razlogi, zaradi katerih se je vlada odločila za prodajo deležev 15 podjetij. Poslanci so bili enotnega mnenja, da država ni dober lastnik in da se mora umakniti iz gospodarstva. S privatizacijo 15 podjetij želi Ljubljana v Bruselj poslati jasno sporočilo, da zmoremo sami konsolidirati svoje javne finance. Vlada poleg dviga davka na dodano vrednost in še nekaterih novih davkov računa na precejšen iztržek od prodaje 15 podjetij, v katerih ima večinske ali manjšinske deleže. Kakšen je cilj prodaje državnih podjetij? Cilj prodaje državnega premoženja je doseganje čim višje kupnine in s tem proračunskih prihodkov, doseganje trajne in stabilne rasti gospodarstva ter nadaljnji obstoj in razvoj družb, nove investicije, odpiranje novih trgov ter ohranitev in povečanje delovnih mest v domačem gospodarstvu. Predstavljena privatizacija je le prvi korak programa ekonomske stabilnosti in zagotovil, da bo prodaja pozitivno vplivala na delovanje omenjenih podjetij. Seveda se pri tem porajajo različna vprašanja, in sicer, ali bo vladi res uspelo prodati državne deleže predvidenih 15 podjetij, na podlagi kakšnih kriterijev je sploh izbrala podjetja za prodajo in ali so vsa podjetja sploh namenjena prodaji. Telekom Slovenije je zagotovo med podjetji, ki jih je možno prodati. Banka NKBM pa v tem trenutku ne, ker je v zelo slabem finančnem stanju. Je pa zagotovo možno prodati zavarovalnico Triglav, ki je sicer ni na seznamu, ali pa državni delež v Petrolu, ki ga prav tako ni na seznamu. Vprašanje je tudi, po kakšni ceni bodo prodana nekatera izbrana podjetja oziroma njihovi deleži. Vsi naložbeniki iz tujine vedo, da so razmere v Sloveniji zelo napete, zato najbrž niso pripravljeni ponuditi visoke cene za delnice. Hvala za pozornost in nasvidenje.